Pozdravljeni. V Barceloni smo lahko na prvem zimskem testiranju videli pomembno novost, kateri pa mnogi viri niso posvetili tiste prave pozornosti. Od sezone 2022 bodo lahko tehnični delegati izmerili bolide s pomočjo laserja. Na posnetkih, ki so dosegljivi na svetovnem spletu, smo lahko opazili, da v garaži tehničnih delegatov se je pojavil laser, s katerim bodo izmerili bolide in v bistvu ustvarili tridimenzionalni model. Tehnologija, ki ni nova in je že precej preizkušena, ampak novost v svetu Formule 1. In kar se tiče dimenzij, merjenja in polemik, je prav na tem področju v svetu Formule 1 kar nekaj znamenitih primerov. Prvi je tisti, ki se je zgodil davnega leta 1976, ko je bil James Hunt diskvalificiran iz velike nagrade Španije, zaradi tega, ker njegov McLaren je bil preširok. Na drugem mestu je bil takrat Niki Lauda, ki je nato uradno dirko zmagal in pridobil 9 točk prednosti pred Jamesom Huntom. A McLaren je v nadaljevanju s pritožbami dosegel, da so obrnili zadevo, da so Huntu vrnili zmago, 9 točk in tako je iz rezultata -9 prišel na +3. Izgovor, ki so ga takrat dobili pri ekipi iz Wokinga, je bil, da so se pnevmatike Goodyearja povesile zaradi temperature in zato je bil bolid širši. Seveda, vsakdo izmed nas si lahko misli, kar hoče, ampak davnega leta 1976 so bile zadeve lahko malce manj sofisticirane kot danes. Drugi primer je tisti, ki se ga verjetno nekateri navdušenci še spomnimo v živo. Velika nagrada Malezije leta 1999. Dvojna zmaga za Ferrari, kjer je prvi prečkal ciljno črto Eddie Irvine, kateri je bil še zmeraj v boju za naslov svetovnega prvaka. A zgodilo se je, da je tehnični delegat izmeril bočni usmernik in ugotovil, da je ta preširok. Dvojna diskvalifikacija in konec vseh upov za naslov. V Ferrariju so malce pogledali, kako je tehnični delegat v resnici izmeril tisti bočni usmernik. Ugotovili so, da je bilo to čisto proti pravilom in verjetno po mnenju vseh nas navdušencev tudi proti metodologiji, ki so jo uporabljali pri FIA. Kolikor pogledamo nek standardni bočni usmernik, je jasno, da takrat tehnični delegat ni uporabljal šablone, ampak navaden tračni meter, ki ga je dobesedno prislonil in seveda upognil na samem delu. In jasno je, da je taka meritev pokazala, da del, ki je bil inkriminiran, ni bil skladen s pravilnikom. Ako so pri Ferrariju navedli, da je treba uporabljati šablone, je bilo takoj vse v tistih mejah normale. Jasno je tudi nekaj, pri Formuli 1 se zadevam streže tako, da so deli izdelani točno do tistega, kar je dovoljeno. Se pravi, mera, ki je zapisana v pravilniku plus toleranca. Pojdimo na tisti primer, ki je verjetno vsem nam še zmeraj ostal v spominu, kajti zgodil se je v pretekli sezoni na veliki nagradi Brazilije, ko so na Mercedesu Lewisa Hamiltona ugotovili, da reža v njegovem zadnjem aerodinamičnem profilu ni bila dovolj široka za 0,2 mm. Uporabljali so seveda fizično šablono distančnik. In pustimo sedaj pri strani, da takrat tehnični delegat je sporočil vodstvu dirke,
da je bila zadeva praktično izven tolerance in takrat je vodstvo dirke to opazko direktno poslalo komisarjem in ni preverilo, kaj je bilo narobe, ampak vidimo, da na tem področju tudi v sodobni Formuli 1 pač niso sledili tehnologiji. Sedaj v prihajajoči sezoni 2022 so bili pred izjemno pomembnim izzivom. Namreč sam tehnični pravilnik je sestavljen tako, da so dimenzije podane z vektorji, z krivinami, z volumni in ni tistih skic, na katere smo bili mnogi navajeni in kjer je bilo jasno razvidno, dokje lahko sega bolid. Po drugi strani imamo kar nekaj novosti na samem dnu. Zaradi tega je čisto razumljivo, da bodo sedaj naključno izmerili bolid, ga posneli in ta trodimenzionalni posnetek bodo primerjali s tistim, ki ga imajo v arhivu. In ta, ki se nahaja v arhivu, je seveda skladen z načrti, ki so bili odobreni. Kolikor bo prišlo do kakega odstopanja med posnetkom in načrtom, se bodo zadeve šle preverjati malce bolj globlje. In to bi znalo biti zanimivo. Predvsem zaradi tega, ker kljub temu, da je potrebno sorazmerno malo časa za izdelati trodimenzionalni model, tega naprimer med samimi kvalifikacijami dvomim, da bodo počeli. Vseeno, šlo bo za naključno preverjanje, ki pa bo, po mojem mnenju, izbrisalo vsako senco dvoma, da je kak bolid v določenem delu neskladen s pravilnikom. Takoj se bo videlo, ali so pri neki ekipi napravili spremembo, ki je bistvena in seveda izven tistega, kar določa pravilnik. Malenkost, ki je verjetno marsikomu izmed nas bila že znana iz drugih področij, ampak dobrodošla novost, kar se tiče tega področja pri bolidih Formule 1. Danes, kot običajno, bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.